Torej bi kar začeli. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani udeleženci okrogle mize. Dobrodošli na okrogli mizi, ki poteka v okviru mednarodnega simpozija z naslovom Umetniška svoboda in trg umetnosti. Mednarodni simpozij je namenjen raziskovanju prepleta med umetniškimi in neumetniškimi področji. V okrogli mizi bo ob 19. uri sledila otvoritev razstave Grafični kolaž. Včeraj pa sta v okviru simpozija potekali dve grafični delavnici pod vodstvom akademskih umetnikov Mihe Eriča in docenta Petra Cjuhe. Na okrogli mizi bodo strokovnjaki iz različnih področji umetnosti, ustavnega prava in menedžmenta razmišljali o spodbujanju ustvarjalnosti z izkušnjo razmišljanja z roko in z neposredno interakcijo z materiali, o umanjkanju te izkušnje v izobraževanju in o svobodi umetniškega izražanja. Na okrogli mizi bodo sodelovali profesor Debra Weisberg iz Boston Collegea iz Združenih držav Amerike, profesor magister Tugo Šušnik iz Akademije za likovno umetnost Univerze v Ljubljani, profesor Elizabeth Maron iz Univerze Massachusetts v Bostonu iz Združenih držav Amerike, profesor dr. Klemen Jaklič, ustavni sodnik na Ustavnem sodišču Republike Slovenije in dr. Zoran Vaupot, dekan Fakultete za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta. Za simultano prevajanje iz angleščine bo skrbela gospa Veronika Pušnik, samostojna prevajalka, konferenčna in sodna tolmačka za angleški jezik. Sedaj pa bom na kratko predstavila današnje udeležence okrogle mize. Profesor Debra Weisberg je izredna profesorica na Bostonskem koledžu za umetnost, zgodovino umetnosti in film ter izredna profesorica na Massachusetts Visoki šoli za umetnost v Bostonu. Profesor Weisberg gostuje tudi na drugih visokih šolah, univerzah in inštitutih. Kot umetnica in profesorica deluje tako v državnem kot tudi v mednarodnem okolju. Razstavljala je tako v tujini kot doma v Združenih državah Amerike. Njena instalacija v muzeju in parku skulptur de Cordova z naslovom Surface iz leta 2003 je prejela nagrado za najboljšo muzejsko postavitev s strani Združenja likovnih kritikov v Bostonu. Njena osebna dela so vključena v številne likovne zbirke. Udeležbo profesor Weisberg je omogočilo sofinanciranje Boston Collegea. Profesor magister Tugo Šušnik je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost. Po opravljeni specialki pri profesorju Andreju Jemcu in Jožetu Cjuhi je študiral v New Yorku. Leta 2004 je pridobil naziv rednega profesorja za risanje in slikanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Imel je več kot 50 samostojnih razstav in je sodeloval na več kot 160 skupinskih razstavah. Je dobitnik številnih nagrad, med drugim Župančičeve nagrade mesta Ljubljane in nagrada Prešernovega sklada, leta 2013 pa je prejel nagrado Richarda Jakopiča za življenjsko delo. Profesor Elizabeth Maron je izredna profesorica na oddelku za umetnost Univerze Massachusetts v Bostonu, kjer vodi oddelek za tisk. Po diplomi na Akademiji za umetnost Cranbrook v Avstraliji se je preselila v Boston in nadaljevala z umetniško kariero. Maronovo delo raziskuje odnos med tradicionalnimi mediji, kot so risanje, slikanje in tisk, in tehnologijo. Njena dela so vključena v najprestižnejše likovne zbirke, in sicer v javni knjižnici v New Yorku, v javni knjižnici v Bostonu, v muzeju Viktorije in Alberta v Londonu, v muzeju Albertina na Dunaju in drugih. Razstavlja tako doma kot v tujini. Udeležbo profesor Maron je omogočilo sofinanciranje Univerze Massachusetts iz Bostona. Profesor dr. Klemen Jaklič je sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in redni profesor za področje ustavnega prava. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato je magistriral na Univerzi Harvard in kasneje doktoriral na Univerzi Oxford. Na Univerzi Harvard je kasneje pridobil še svoj drugi doktorat. Za svoje raziskovalno delo je prejel številne nagrade. Je avtor, soavtor in sodelavec pri več kot 200 prispevkih z področja ustavnega prava. Njegova knjiga Ustavni pluralizem v Evropski uniji je izšla pri vodilni svetovni založbi Oxford University Press.
Z vabljenimi predavanji nastopa v vodilnih mednarodnih akademskih krogih. Je član številnih znanstvenih združenj in ocenjevalec ustavno-pravnih člankov ter monografij za objavo pri vodilnih mednarodnih znanstvenih založbah in revijah. In še dr. Zoran Vaupot je doktor znanosti z področja menedžmenta, poslovnež ter raziskovalec za področje menedžment in ekonomija. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kasneje je šolanje nadaljeval na Poslovni šoli Bled in v Franciji, kjer je tudi doktoriral. Leta 1991 je vodil ustanovitev prvega slovenskega podjetja v Franciji po osamosvojitvi Slovenije in bil po zaključku projekta imenovan za direktorja francoskega podjetja v Parizu. Po 5 letih se je vrnil v Slovenijo in deloval kot menedžerski svetovalec na številnih projektih. Leta 2016 je vstopil v akademski svet kot visokošolski učitelj in še istega leta postal dekan Fakultete za poslovne vede Katoliškega inštituta. Sedaj bom besedo predala našim udeležencem okrogle mize. Najprej bi za besedo prosila gostjo iz Amerike, profesor Debra Weisberg. Profesor Weisberg, poučujete na privatni šoli. Kakšne so vaše izkušnje s poučevanjem in podajanjem znanja o umetnosti? Kakšno vlogo ima umetnost v ameriški družbi? Zakaj umetnost ostaja pomembna za človeka in je nikakor ne smemo zanemarjati? Thank you so much. So I teach at Boston College, which is a Jesuit college. It has a robust law school, school of management, business school, and also an art school. It's 15,000 students. And I teach a visual literacy course, which is a core curriculum class as part of their humanities requirement to non-art majors. So non-art majors are required to take courses in the arts. Hvala lepa za besedo. Prihajam iz koledža Boston College, ki je del jezuitske univerze, Jesuit College v Bostonu. To je precej velika univerza, ki vključuje tako fakultete za pravo, kot tudi za management, poslovne študije in tudi za umetnosti. Šola pa več kot 15,000 študentov. Jaz poučujem tako imenovano vizualno pismenost. To je predmet, ki je namenjen študentom, ki sicer ne študirajo umetniške smeri, študirajo na drugih področjih, vendar se od njih zahteva, da absolvirajo tudi umetniške vsebine. So only a few have ever taken art classes, and they're mostly seniors that I get. I'd like to read an email that one of my finance majors sent me after he took my class. Skratka, poučujem študente, ki prej niso sodelovali v umetniških dejavnostih oziroma niso študirali sploh umetnosti in večinoma so to študentje višjih letnikov. Dovolite mi, da preberem elektronsko sporočilo, ki sem ga dobila od nekdanjega študenta, ki je študiral finance. The main lesson that I learned in this class that I plan on taking with me is how to work with other people. In management, we have group projects, but most of these turn into assignments that are split up between team members with surprisingly little collaboration. I know that my data science job after graduation will be heavily team-oriented. Ta študent je napisal tako: glavno lekcijo, ki sem se je naučil pri vašem predmetu in ki jo nameravam uporabljati tudi v prihodnosti, je, kako delati in sodelovati z drugimi ljudmi. V vašem razredu oziroma na področju, kjer delam, imamo skupinske projekte, ampak večina od teh projektov se potem razdeli v naloge, ki so razdeljene med člani tima. In ti člani tima presenetljivo slabo sodelujejo. Vem, da bom v prihodnje, delam na področju podatkov, moral sodelovati z drugimi v skupini. The culture at IBM, so he got a job with IBM. The culture at IBM was described to me as agile development approach, which is an approach to software development that involves constant revision based on collaboration and feedback. No, in opisal mi je, da je kultura v podjetju IBM, v katerem dela,
imenovana agilni razvoj, se pravi pristop agilnega razvoja. To je razvoj oziroma pristop k razvoju programa, ki zajema stalno revidiranje oziroma stalno spreminjanje tistega, kar je že bilo razvito. This class is one of the first times that I ever got to experience this process, my art class. In piše naprej, v vašem predmetu, v vašem razredu sem prvič sploh imel možnost, da sem izkusil, kaj pomeni umetniški predmet. I was able to look at others' work and use that as an inspiration on my own. I was able to comment on what I felt was not working for other people and realize that I was well, I'll stop right there. This class, I'll just stop right there. This class is the first, I think I'm just going to stop right there. Potem je napisal še naprej, imel sem priložnost, da sem druge opazoval pri delu, imel sem priložnost, da sem od drugih dobil navdih za svoje delo naprej in da sem tudi lahko podal komentarje o tem, kaj ni bilo učinkovito. Bom zaključila na tem mestu. I know that my IBM job will involve a constant change, feedback, evaluation, and iteration. Before this class, I knew about this process, but I did not fully understand it. I was afraid of scrapping parts of my work that I had put time into and sweat into. Over the course of the semester, I learned to accept that my original vision will not be the same as the finished product. No in potem je napisal še naprej, zavedam se, da bom pri svojem delu za IBM se moral stalno soočati s spremembami, dajati bom moral povratne informacije, evalvirati bom moral delo, poudarjati tisto, kar je pomembno in dobro in zavrniti tisto, kar ni. To so procesi, ki sem jih poznal že prej, sem pa bil pred vašim predmetom enostavno prestrašen in nisem si nikoli upal zavrniti neke svoje originalne oziroma prve stvaritve. Nisem se zavedal, da tisto, kar ustvarim na začetku, ni nujno tisto, kar bom uporabil v končni fazi. Boston College is a highly selective university and students are very smart. So what they have most in common is fear. Fear of making a mistake, fear of getting a bad grade, fear of not knowing the correct answer before they begin a project, fear of wasting time, and aggressive need to be perfect before they begin. Da se vrnem k moji univerzi, Boston College. To je izjemno selektivna univerza, kjer so študentje izjemno sposobni, tudi izjemno tekmovalni, vsi pa si delijo strah. Strah pred tem, da se bodo zmotili, da bodo dobili slabo oceno, da ne bodo znali pravega odgovora, da enostavno ne bodo dovolj perfektni. So in response, I have shifted the focus of this studio art class to include an emphasis on creative practices and processes. In other words, to think like an artist. No in kaj sem jaz naredila v tem svojem predmetu? Enostavno sem preusmerila pozornost iz perfektnosti na kreativni postopek in kreativni proces. Študentom sem želela približati, kako razmišljati kreativno. For that, it means what it means to stew in the swamp of not knowing for an indefinite period of time, but retain the resiliency to keep going. That's an artist. To v bistvu pomeni, da ostanemo v nekem močvirju neznanja, ne vemo, kaj se bo zgodilo, kam nas bo postopek pripeljal, vseeno pa vztrajamo do nekega končnega rezultata. In to, na kratko, je umetnik in tako deluje umetnik. They have to keep a weekly journal of how they got ideas. Some of the questions, and I'll go quickly, what did you learn about how you learn that you did not know before? What worked best for you and worse? Did this class have spillover effect into other classes or areas of your life? In pri tem predmetu sem študentom dala nalogo, da pišejo zapiske, da si delajo dnevnik o svojem kreativnem procesu. Na to so morali zapisati in odgovoriti na vprašanja, kot so, kaj ste se naučili o tem, kako se učite in kaj ste ugotovili, česar prej niste vedeli, česar prej niste poznali. Kaj vam je uspelo najbolje, kaj najslabše
je imel ta učni predmet učinek tudi na druga področja oziroma druge predmete in podobno. When did a mistake provide you with a new solution? What did you do when you got stuck or frustrated? And how did you get in your own way to block your creativity? Potem odgovarjali so na vprašanja, kot so, kdaj vam je napaka enostavno ponudila novo rešitev, kaj ste storili, ko niste uspeli, ko vam ni šlo, kako ste sami na nek način blokirali svojo ustvarjalnost. Did your ability to improvise and be flexible increase? Potem, ali ste izboljšali svojo sposobnost improvizacije in pa prilagodljivosti. So we spent the semester learning how to be prepared for accidents that lead to richer solutions, how to transfer insight and knowledge from one project to a new one, to build upon prior experience, but to be open to inspiration from unlikely sources, and to notice things on the margin. V tem študiju oziroma študijskem predmetu smo se osredotočili tudi na stvari, kot so naključja, kako lahko naključja uporabimo za to, da najdemo novo, nepričakovano rešitev, kako prenašati znanje iz enega področja oziroma projekta na drugega, potem kako priti do novih, nepričakovanih izkušenj, kako najti vir navdiha v nekaterih področjih oziroma virih, ki jih prej nismo pričakovali. And I'm going to end with this. I would like to propose that without implementing a firm educational foundation that emphasizes the creative process that I described, we will not make maximum use of the new technologies to innovate in business and science. We don't know what the world will look like in 50 years, and our kids are 20, 18 years old. They will be working then. This generation will still be working, but we will need innovative, empathetic, and creative minds for the myriad of problems that we are leaving them with. Zaključila bom s tem, da bom povedala naslednje. Če ne bomo uspeli vzpostaviti izobraževalnega sistema, ki bo v svojem bistvu vključeval tudi ta kreativni proces, o katerem sem govorila, enostavno ne bomo mogli zagotoviti družbe, ki bo dovolj inovativna na vseh področjih, od poslovnega do znanstvenega in drugih. Svet čez 50 let bo verjetno popolnoma drugačen od sveta, v katerem živimo zdaj. Takrat bodo delali naši otroci, ki so zdaj stari 18-20 let, delati bodo morali v popolnoma novem okolju. In če želimo, da bodo inovativni, hkrati pa tudi empatični, bomo morali zagotoviti, da upoštevajo elemente tega kreativnega procesa. While new technologies can speed up the creative process and allow us to make and design things that we are incapable of doing on our own, without embracing and fostering through our educational system the full potential of human creativity, of encouraging students to be unafraid, to be curious about what they don't understand, who are in touch with their emotional development, the risk is that technology will be used in very limited ways. Tehnologija okoli nas nam seveda omogoča, da hitreje pridemo tudi do kreativnih rešitev. Vendar pa moramo v izobraževanje vključiti v celoti kreativnost, o kateri sem govorila, doseči moramo, da bodo naši študentje si upali biti v stiku tudi s tistim, česar ne razumejo, da bodo poznali svojo emocionalno plat, sicer se lahko zgodi, da tehnologija ne bo uporabljena na način, kot bi ga želeli. It offers speed and more options, but without a well-prepared, creative mindset, ready to embrace unknown possibilities like an artist, to what end does the technology serve? Educating for creativity as a whole, more broadly and at fundamental stages of educational development, will yield the kind of global citizens prepared to creatively tackle world problems. Kot sem dejala, tehnologija nam zagotovo omogoča hitrost, daje nam številne nove opcije, ampak brez tega, da bi v celoti zajeli kreativnost in pa kreativni moment, da bi bili pripravljeni sprejeti tudi neznano, ne bomo mogli tehnologije uporabljati na človeku sprejemljiv način.
In naša naloga je, da v izobraževalne procese, oziroma da izobraževalne procese nasnujemo tako, da bodo vključevali kreativnost. Samo tako bomo pripravili generacije, ki se bodo sposobne spopasti z globalnimi težavami prihodnosti. I'm going to go through images of my work very quickly. Okay. Zdaj pa zelo na hitro nekaj slik mojega lastnega dela. If you don't mind turning off the lights. Okay. Is there a reason it's not showing up in here? Is the tech person here? Is there something here I'm not doing? Oh, sorry. Thank you. Okay, there you go. Thank you. This is an installation that I did for Facebook in Cambridge. So they bought this, and it's made out of tape on the wall and paper. Instalacija, ki sem jo naredila za Facebook v Cambridgeu, kupili so jo, narejena pa je iz trakov, kot vidite pritrjenih na steno. This I do with students. Takšne stvari pa izvajam s študenti. It's tape. Se pravi, trakovi so to. This is my own work. Spet moje delo. It's all tape. Skratka, trakovi oziroma lahko tudi lepilni trak. This is glow-in-the-dark tape. To pa je trak, ki se sveti v temi. And this is an installation where the lights went on and off. So you could see two drawings on one surface. Tukaj pa imamo instalacijo, kjer so bile luči vklopljene, potem izklopljene in vidimo, da se na enih slikah pač barve svetijo. This is made out of gut, which is the sausage casing. That's what they use for sausage. Aha, to pa je narejeno iz črev, se pravi tistega, kar se sicer uporablja za klobase, za salame. And that's the Inuit Eskimo made green coats out of that. In potem inuitski držni plašč pravzaprav. This is all gut. Gut stretched over wire. Aha, vse je pravzaprav narejeno iz črev, čreve napete na žico. These are fake breaks. I make them and then I sculpt them into the wall. Aha, to so pa lažne razpoke. All fake. Vse to je lažno. Skratka, lažne razpoke. This is wire, paper over wire. Tukaj imamo zopet žico, papir nad žico oziroma na žici. These are my drawings and prints. Potem risbe, grafike. All collage. Kolaži. There it goes. It's a detail. Potem detajli, del. Inspiration, science, znanost, landscape, krajina,
and disaster. In katastrofa. Thank you. Hvala lepa. Profesor Weisberg, najlepša hvala za vaše razmišljanje in za predstavitev vašega dela. Sedaj bi prosila za nekaj besed profesor Šušnika. Kako se je proces pri vašem delu spreminja skozi čas in kaj vas je motiviralo, da ste pri svojem delu uporabili tudi tehnologijo? To je čisto vse ne rabim. A ne rabite? Veste, kaj je za televizijo? Okej. Pravzaprav ni tako pomemben kot to, da zmeri tako probam raziskovati razne možnosti sevanja, barvnega sevanja. In je čisti slučaj, da sem zaznal tehnologijo tiska, ki je barva v bistvu izum tak, da ko je osvetljena, začne žareti. Ko vse te v glavnem te stvari so tako narejene, da so škatle, ki so tiskane, noter je pa pol osvetljava, da ta preseva, ne, da se dobi podobo. Tukaj je pa vse narejeno na preprost LED trak, ki je pa barva tako fotosensibilizirana, da ko se ta LED trak prižge, cela stvar zažari. Skratka, to mi je bilo všeč, zaradi tega predvsem, ko je stopna jakosti barvnega sevanja malo več kot recimo je pri normalni barvi. In istočasno je pa tudi tako, da sej takrat še v 60-ih, ko so te fluorescentne barve pa vse te stvari bile v težki uporabi, ampak si zmeri mogel neko dodatno sevanje, črno luč imeti, kot v diskotekah ali karkoli se. Skratka, tukaj je pa v bistvu v familiji imam svaka, ki ima to firmo, ko te osvetljave dela, ko v bistvu so sam te plošče in sem pa v bistvu zaznal, da pravzaprav bi me pa to barvno sevanje pri mojem tipu dela dobro funkcioniralo. Skratka, sem naredil 16 do 20 teh tipov elektrografika, sem pa na koncu rekel, ko sem imel pa nagrado v galeriji Kazamata, sem imel večjo, razstavo teh stvari, ki je zelo dobro funkcioniral, zaradi tega, ker je, kako bi rekel, prostor skoraj da srednjeveški. In je zelo dober pol meni ta kontrast in sodelovanje te sodobnosti in preteklosti. Drugač pa kaj dosti bolj resnega kot to, da uživam v tem, da zažarijo barve. To je en fundamentalen problem slovenske umetnosti, je skozi ta barva, ne. Ta živopisna barva, ko do tega prideš. Ne. Še narobe se razume impresionizem, recimo. Za impresionisti so strašno racionalistično nastopili konec 19. stoletja na barvno teorijo, ne. So zaznali, kako se te barve, ta vizija tega, da so v bifeju se zapijali, pa v drevo pa sence gledali, da so z tega dobili impulze, to ne gre čisto nič. Zaradi tega, ker tudi Van Gogh ni imel pojma v barvi. Dokler ni videl postimpresioniste, kot so Signac pa Seurat, ko je pa šel v Pariz, prav študirati v njihov atelje 2 leti to barvno harmonijo, pa te nove teorije, ki so nastale po Goetheju v 19. stoletju in šele takrat, ko je racionalno zaznal sistematiko barvnih odnosov, je on svojo dušo noter spustil. Tako da tukaj so stvari, ki so hudo racionalne, ki se narobe razumejo včasih kot, to bom pa jaz kar tako nekaj naččkal. To je vse ta skozi nekaj probam zgruntati z barvami, pa kakšen nov dogodek
se vendarle že 50 let delam, se je krepko spremenil vse skupaj. V 60-ih smo bili, konc 60-ih smo bili psihedelični, ne? Kad vsi smo te kozmične barve doživeli v možganih in ta sevanje je še zdaj nedosegljiv. Ta moč barvnega doživetja internega psihedelični izkušnji je nedosegljiva. Samo interno v človeku samem ima to moč, to svetlostno razmerje doseči. To je vse, kar lahko rečem. Najlepša hvala, profesor Šušnik. Sedaj bi za besedo prosila profesor Maron. V Ameriki poučujete na državni šoli. Prosim za kratko predstavitev morda vašega dela. Kakšni so vaši izzivi dela na področju poučevanja umetnosti in kakšna je v Ameriki razlika med poučevanjem umetnosti na privatni in javni šoli, državni šoli? Thank you very much, and thank you all for coming. I actually am a full-time professor at the University of Massachusetts in Boston, and it is the only public university in the city of Boston. There are a few other universities that you may have heard of. There's Harvard University and Boston University, Boston College, but our school has about 20,000 students, most of whom commute to the campus, and they represent a wide diversity of students from many, many different backgrounds. What they share, in most cases, not all, is that the cost of going to a public university is far less than what it would cost to go to a school like Boston College. Sorry. Hvala za besedo. Prihajam iz Univerze University of Massachusetts iz Bostona, kjer sem redna profesorica. In naj povem, da je to edina državna univerza v mestu Boston. V Bostonu oziroma v okolici je še nekaj drugih univerz, za katere ste gotovo slišali, Harvard, potem Boston University, Boston College. No, naša univerza pa je edina državna univerza oziroma javno financirana univerza, ki ima več kot 20,000 študentov. Skupno jim je to, da se večinoma vsak dan vozijo na kampus, se pravi na območje univerze, sicer pa prihajajo iz zelo različnih okolij oziroma imajo zelo različno ozadje. Delijo pa tudi to, da se šolajo na javni univerzi, kar pomeni, da so stroški njihovega šolanja bistveno nižji kot recimo na šolah, kjer poučuje kolegica. So I love teaching at UMass Boston. I love it because the students come to it in such a kind of clean way. Not all of them. We do have a lot of international students that come and they pay a full price for their tuition. And some of them now board in dorms that they've recently built on campus. But many of my students are first generation to ever attend college. Many of my students are immigrants. Some of them are illegal immigrants. And most of my students went to a public high school or a public grade school before entering the university. Kar se tiče mojega dela na University of Massachusetts, naj povem, da zelo uživam pri poučevanju, zelo rada poučujem, zelo rada sem v družbi s študenti, ki jih poučujem. Zakaj? Predvsem zato, ker res prihajajo tja z neko pristnostjo, na nek, temu lahko rečem, res čist način. Nekateri niso taki, nekateri morajo sami plačati recimo polno ceno šolanja, nekateri se dolgočasijo v študentskih domovih, ki so jih pred kratkim tudi zgradili na kampusu, ampak večinoma so pa to res predani študentje.
Mnogi so pravzaprav šele prva generacija, ki se šola v svojem sorodstvu oziroma družini na univerzi. Mnogi so priseljenci, nekateri tudi nezakoniti priseljenci. Večina se jih je tudi že prej šolala v javnem šolstvu, ne v zasebnem. So one of the biggest challenges of that we face as a public university is that because our students have to pay for their education, they usually are paying for it themselves. Their parents are not paying for it. Their parents can't afford to pay for it. So they're working jobs, and sometimes they're working 2 jobs and also taking care of family, their parents, their children, whatever. So one of our biggest challenges is retention, is keeping them at the university so they actually can graduate. So that's one of our biggest challenges. One of the nicest things for me as an instructor is that there's so much diversity. I have students who've traveled to Boston from all over the world, and for the most part, they really want to be in school. They're making enormous sacrifices personally to attend the university with the hope that this will improve their lives in the future. Kar so pa največji izzivi izvajanja izobraževalnega sistema na tej javni državni univerzi, prvi bi verjetno bil ta, da študentje večinoma plačujejo šolnino sami. Nimajo staršev, ki bi lahko plačali šolnino, to pomeni, da morajo sami delati v eni ali celo v več službah, vzdrževati sebe pa včasih še svoje starše oziroma otroke. Velik problem zato je, kako obdržati te študente v študijo, kako jim zagotoviti, da bodo zaradi vseh teh okoliščin tudi lahko dokončali svoj študij. Ena od najlepših stvari, ki jih doživljam pri svojem poučevanju, pa je ta raznovrstnost študentov, ki jih učim. Študentje pravzaprav prihajajo iz raznolikih okolij, praktično iz celega sveta, zelo so motivirani, večinoma so na univerzi zato, ker tam želijo biti, želijo dokončati študij in zato, da lahko študirajo, morajo včasih tudi precej osebno žrtvovati. So when you come to college at Deb's school or my school, you enter into a liberal arts program, which means that you're expected to take classes in many, many disciplines, and you do that at the entry level, and then as the years progress, you become increasingly more committed to 1 or 2 disciplines. We refer to them as majors. Through that process, the general education curriculum provides students access to the different classes that the university would like them to take. So classes in humanities, psychology, world communication, a various palette of different ideas, English, science, math, history, language. And so when most of the students that I teach come into my class, they are not art majors, and many of them have never before in school taken an art class. So they come to my class thinking they're in for it big time, and they might be in too deep. And my job is to provide them with a sense of confidence that this is going to work out, and that we will start at the very beginning and build what we learn throughout the semester. So many of the ideas I share with Deb about how to approach a classroom and creativity, but it's basically premised on my own feeling, which is that we all, as humans, are very comfortable creating. I mean, we may have been conditioned to think that we can't. I can't draw. I'm not very good at that. But we all do have the urge to do something creative.
And so I try to convey that to my students, and then from there we build projects that emphasize chance, accidents, improvisation, intention versus accident. Printmaking happens to be a really interesting discipline because you can make multiples of things. So you can make 3 prints of the same state of your plate or your block, and on those 3 prints, you can collage one, draw on one, put another print on top of one, and you can really be thinking very visually. And you're thinking about your materials, but what's the expression? You know, it's not all resting on that one painting. You can go back and retrieve information, and you can build from it. So I think for me, one of the most excuse me, I forgot. Da še nekaj povem o koledžu, na katerem poučujem. To je pravzaprav koledž za umetnost oziroma humanistiko, kjer ne sodelujejo samo študentje umetnosti, pravzaprav vsi, ki začnejo na začetni vstopni stopnji, hodijo na številne različna predavanja. Šele pozneje se odločijo za enega ali 2 glavnih predmetov. V Sloveniji bi temu rekli predmet A. Predtem pa obiskujejo zelo različna predavanja na področju humanistike, psihologije, potem angleščine, tudi znanosti, matematike, umetnostne zgodovine, zgodovine na splošno. Večina študentov, ki jih poučujem, ni izbrala umetnosti kot glavnega predmeta. Na moje ure pravzaprav pridejo zelo plašni, ker tudi prej niso imeli izkušenj sodelovanju na umetniških predmetih in večinoma imajo občutek, da ne bodo zmogli. Moja naloga na začetku je, da v njih vzbudim zaupanje, samozavest, da pravzaprav z njimi začnem na samem začetku. In pri tem si delim veliko idej s kolegico Debora. Jaz izhajam pri svojem delu iz občutka in spoznanja, da mi vsi kot ljudje, da radi ustvarjamo. In velikokrat je ne le pri študentih, temveč tudi pri drugih prisoten strah, da niso ustvarjalni, da ne znajo risati, da ne znajo slikati, ampak vendarle jaz študentom povem, da nam je vsem skupna želja po kreativnosti, po ustvarjanju. No in iz tega potem prehajamo na konkretne projekte, kjer študente učim, naj se ne bojijo negotovosti, naključij, novih stvari, improvizacije, preskušanja novih idej. In pri tem je ravno področje grafike, ki jo tudi poučujem, izjemno koristna. Grafična smer je intenzivna in tudi zanimiva, predvsem zato, ker lahko iz ene osnove, iz ene matrice naredimo več različnih izvedb istega motiva. Bodi si kar se tiče barve, izvedbe, lahko se grafika izvede tudi kot kolaž. Nismo odvisni samo od ene same slike. I'll just close this by saying that, you know, as we're working, we're talking a lot. And we're sharing ideas, and the collaboration, just like Deb was saying, is really dynamic. The students are learning. If they're afraid to speak in other classes, they do speak in my class. There's a real strong energy of, you know, kind of like positive thinking, but at the same time, they're really analyzing each other's work and promoting, you know, better work amongst themselves. So it's a really interesting opportunity for the students to really feel like they're fully engaged in the class. I get that all the time, you know, why the class is so important to them. I also, of course, get many students who say, I had no idea I could do this. And that's a very rewarding feeling. Did you say something about fear? Yeah, I mean, I think that
Deb brought this up as well. It's hard to put yourself out there and take risk and know that it may not work, or to know that you might not get exactly what you want. I deal with that with my students all the time, is they have to adapt to real time, to the present as they're working. And I'll stop there. Skratka, skupnega mojim uram je tudi to, da ko delamo, se veliko pogovarjamo. Postopek dela je izjemno dinamičen, študentje, tudi če so pri drugih predmetih plašni, si na mojih urah upajo spregovoriti. Energija je zelo močna, veliko je pozitivne naravnanosti, ampak kljub temu so študentje pripravljeni tudi analizirati in komentirati delo drugih in s tem spodbujati to željo po preseganju samega sebe oziroma stalnim izboljšavam. Prav tako je zanimivo, da mi študentje, in to me res veseli, velikokrat pravijo, da se lahko v mojih urah res sprostijo, da so lahko samo tam, da so prisotni in da velikokrat si niso mislili, da bodo znali in zmogli narediti to, kar so. In seveda je to zame me zelo opogumlja. Kar se pa tiče straha, da, prisoten je tudi strah, kajti vsem se je težko izpostaviti in tvegati, vsem je težko priznati, da mogoče kakšne stvari ne bodo zmogli, oziroma da se bo obrnila drugače, kot so pričakovali na začetku. So art making is a lot about expressing an idea, and there was something else I was going to say, I've just forgotten it, but I'll now show you some not great quality slides of my own work and some of my student work. I think I wanted to say something a little bit about motivation. I think that students can be motivated to reach their potential in the arts rather with great amount of fluidity. I think that that's what the arts can do for people, is to really let them see themselves in a slightly different light. Umetniško ustvarjanje, kot ga jaz vidim, je pravzaprav izražanje ideje. In v kratkem bom pokazala nekaj posnetkov mojega dela, pa tudi dela mojih študentov. Naj povem samo še nekaj glede motivacije. Jaz res verjamem, da se študente da motivirati, da so pripravljeni za delo in predvsem je pri umetniških predmetih zmožno zagotoviti ustrezno pretočnost. Umetniški predmet je in umetnost nasploh je področje, kjer študentje spoznavajo sami sebe in se mogoče vidijo na drugačen način, kot so si predstavljali prej. Okay, maybe someone could just hit the lights for me. Thank you. Yeah. Okay, so my work has a bit of a subversive tone to it. No, nekaj v mojem delu, nekoliko subverziven ton ima. I like to make a lot of automatic drawings. Namreč meni je všeč, da veliko samodejno rišem. Which bring in a psychological conversation in my creative process. Kar pomeni, da se odpira tudi psihološki pogovor znotraj kreativnega procesa. So the drawing that you're seeing and the one after it is a series of hundreds of drawings I actually did in the bathtub. In zdaj bom pokazala risbe, na stotine jih je pravzaprav v tej seriji, ki sem jih naredila, ko sem ležala v banji. And they're free thinking, just whatever came to my head. Gre pravzaprav za prosti tok razmišljanja. Narisala sem vse, kar mi je v danem trenutku padlo na pamet. From this series of drawings, I began the process of making a portfolio of prints that's called Trust Me. And I've exhibited that in many, many different places. But it's a collage series of prints, of 20 prints. I'll show you a few.
No in te risbe so bile potem tudi osnova za cel portfelj grafik, ki sem jih potem poimenovala Trust Me, zaupaj mi, in s tem kolažem pravzaprav grafik sem gostovala na številnih razstavah. I use the text as a fun element in the work that just sends the viewer somewhere and maybe adds a layer of meaning to the work. No in pri teh delih uporabljam tudi naslov, se pravi besedilni naslov, ki je nek zabaven element in ki gledalcu, opazovalcu odpira nek nov nivo oziroma novo plast pomena. And so this is just another example of a collage. Še en primer kolaža. I should say the title so you can translate it. Your helium voice. Se pravi, glas, vaš glas, ko ste vdihnili helij. More inertia, Še več inercije, which may have to do with fear. ki verjetno je povezana s strahom. The blind spot. Potem temna lisa. When I was in Salzburg in Austria for a residency, I made a series of drawings. And to Deb's point about intention and rethinking things and making mistakes, my intention was to draw these shapes, cut them out in with contact paper. Zdaj pa bom pokazala nekaj del iz mojega salzburškega obdobja, kjer sem nekaj časa ustvarjalno bivala in kot je Debora že prej omenila, začnemo delati z nekim namenom, z nekim ciljem, da razmislimo oziroma prevetrimo stvari. In jaz sem se v tej seriji ukvarjala z oblikami oziroma z izrezovanjem oblik. And I took graphite powder and I brushed the powder in the exposed and open area to make a very smooth image of the shape that I had drafted. In potem sem uporabila res fin grafitni prah, ki sem ga potem rahlo trla na površino in pravzaprav izpostavila na odprto, tako da je ostalo res je ostal samo fin odtis. But as it turns out, after I worked on it for quite some time, I began to realize that the very thing I was throwing out was more interesting to me than the drawing I was making. Ampak potem sem v okviru tega ustvarjalnega procesa ugotovila, da je tisto, kar sem zavrgla, zame kot ustvarjalko celo bolj zanimivo kot tisto, kar sem na začetku hotela izdelati. And eventually I turned these drawings into prints. Tako da sem potem spremenila pristop in risbe pretvorila v grafiko. While I was also doing my residency in Salzburg, I created another series of collage. Potem med gostovanjem v Salzburgu sem ustvarila še eno serijo kolažev. The next couple of images are just further examples of my interest in fluid media. I think that the water-like nature of wash is designed for me to kind of allow for things to flow out with greater ease. Zdaj naslednje slike oziroma podobe mojih del pa kažejo moje zanimanje za fluidne medije, za tekoče medije, voda, gvaš. Mislim, da je to zelo dobro za pretočno ustvarjanje. I can't help but layer things. I like to layer information, which I think references memory and
associative nature of mark making and textures. Potem jaz zelo rada delam tudi s plastmi, se pravi nizam plast za plastjo, ker me to spominja na značilnosti našega spomina, z asociacijami povezan kreativni proces. I love to put humor in my work. Rada pa se igram tudi s humorjem, ki ga vnašam v svoje dela. And the ridiculous. In potem še malce trčene podobe. Well, I missed one. Let's see, how do I go back? Well, that's okay, I'll just... Working on the computer, I can think so rapidly. I enjoy it a lot, and there are problems with it, but I like that activity as well. No, rada pa delam tudi z računalnikom. To mi omogoča res hitro delo. Seveda je sam proces drugačen kot pri ročnem delu, ampak tudi računalniško delo mi je všeč. My students. So I'll just very briefly say that the first project they do is a black and white abstraction that they have to make an image that touches two edges of the page. It has to represent motion, and they have to think about positive and negative space. Zdaj pa na hitro pregled dela študent, je res na hitro. Prvi projekt, ki se ga zmeraj lotimo, je belo-črna abstrakcija. Študentje dobijo nalogo, da naredijo nek projekt, se pravi neko upodobitev, ki se bo dotikala dveh robov lista, potem neko gibanje morajo prikazati in neko pozitivnost. So in no time, after they've made their two-dimensional image, I ask them to push it further, and they're given a wide range of options, and many of them pursue something that's three-dimensional. Sometimes it moves, sometimes they just do just very creative things that is happening within the first 3 weeks of school. No, takoj iz tega dvodimenzionalnega projekta potem gremo naprej, večinoma na tridimenzionalne izdelke. Mnogi se odločijo za opcijo, da izdelajo nekaj, kar se giba, nekaj res zelo ustvarjalnega, in vse to naredimo nekje v prvih 3 tednih semestra. So they cut it and they're just exploring, they're investigating. It's all about just playing. Pri tem projektu, tridimenzionalnem, se potem res učijo raziskovati. Pravzaprav ustvarjajo brez omejitev. And now I'll just run through the last few where we get into more advanced projects. This is an etching. Zdaj pa bom šla zelo na hitro v malce bolj zahtevne projekte. Tukaj imamo jedkanico. Another etching. In še eno. Multiple plate etching. Potem večkomponentna jedkanica. Relief, color relief, subtractive color relief. Barvni relief. Subtractive color relief. Spet barvni relief za subtrakcijo. Subtractive color relief. Etching. Two plate etching. Potem spet jedkanica.
Another etching. Etching monotype. Je tkanica monotipija. And a beautiful little still life for the end. Thank you, everyone. Right. Yeah. Najlepša hvala, profesor Maron. Sedaj bomo naredili manjši preskok in z povsem umetniškega področja skočili na ustavnopravno. Profesor Jaklič, kako med ustavnimi svoboščinami opredeliti svobodo do umetniškega izražanja in ustvarjanja? Kot pravnika pa vas prosim tudi za mnenje o kreativnosti, ustvarjanju nečesa novega tudi na vašem področju. Hvala lepa tudi z moje strani za povabilo. Počutim se nekoliko, kot da bi bil iz drugega vesolja, ne, iz pravnega področja ali pa vsaj iz drugega planeta, ampak vseeno nekoliko. Ne. Ta nekoliko je pomemben. To pa zato, ker je tudi umetnost s pravom zelo povezana pravzaprav. Vsaj s tistim delom prava, s katerim se jaz ukvarjam, to je s človekovimi pravicami, z ustavnim pravom, kot ste rekli. Kajti ena od ustavnih pravic, od človekovih pravic, je tudi pravica do umetniškega ustvarjanja. Izrecno je zapisana v 59. členu Slovenske ustave in v številnih drugih dokumentih, mednarodnih, ustavnih aktih in tako naprej. Tako da, ko sem se danes pripravljal za današnjo okroglo mizo, sem najprej razmišljal, od kod pravzaprav izvira ta pravica. Jaz osebno mislim, da gre za, tako kot pri nekaterih drugih človekovih pravicah, pa ne vseh, za prapravico. Kaj to pomeni? Od kdaj jo imamo? Od kdaj je z nami? Od kdaj ljudje ustvarjamo? Od takrat, ko smo postali ljudje, je po mojem pravi odgovor. V antropološkem smislu od velikega skoka naprej. Great leap forward. Takrat, ko smo v tistih jamah, oziroma so naši predniki v tistih jamah začeli ustvarjati. Takrat, ko je človek iz predčloveškega stanja postal človek. Oziroma iz verskega vidika, takrat, ko je v nas preskočila Božja iskra. Recimo. Tako da, zato je to po mojem mnenju pravica neločljivo je povezana od človeka samega, od človečnosti, od človekovega dostojanstva in tako naprej. Zato ni čudno, da je v toliko pravnih dokumentih tudi izrecno pravno formalno priznana. V tistih ureditvah, kjer pa izrecno ni, pa to izhaja iz nekih drugih določb. Naprimer iz svobode izražanja ali pa svobode govora, če želite v ameriško ustavo. Evropska konvencija govori o svobodi izražanja v svojem 10. členu, ne govori o svobodi umetniškega ustvarjanja, ampak vsi ti primeri, o katerih odloča na področju svobode umetniškega ustvarjanja, sodijo pod 10. člen pod svobodo izražanja. V nekaterih drugih ustavah, kot sem že omenil že slovensko ustavo, imamo tako svobodo izražanja, tudi posebno pravico do svobode umetniškega ustvarjanja. Podobno v nemški ustavi. 5. člen, mislim, da 3. odstavek, prav tako posebej ločuje pravico do svobode umetniškega ustvarjanja. 33. člen italijanske ustave prav tako. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah tudi, mislim, da v 15. členu izrecno izpostavlja pravico do umetniškega ustvarjanja, poleg pravice do svobode izražanja. No in ne glede na to, kako ti pravni dokumenti, ki priznavajo to pravico, če so dostojni pravni dokumenti, jo priznavajo, ne glede na to, ali jo priznavajo v okviru svobode izražanja ali v okviru samostojne pravice, tako kot naša ustava, nemška, italijanska in tako naprej, gre v resnici za posebno izvedbo splošne pravice do svobode izražanja. Ne? Ampak posebno izrazno izvedbo, ki je tudi delno samostojna in je tudi še pomembnejša od pravice do svobode izražanja v marsikaterem kontekstu. Če pogledamo primerjalno ustavno prakso, nam ta pove, da je včasih ta pravica dostikrat varovana bolj strogo kot sama pravica, splošna pravica do svobode izražanja. Bomo videli, zakaj v nadaljevanju.
Ta pravica, kot sem že omenil, v začetku namignil, je povezana z samim človekom, bistvom človeka. Marsikatera človekova pravica je tako povezana, zato pa je človekova pravica, ne? Ampak ta je povezana na način, na vsaj dva načina, ampak eden od teh je res bistven in to je, da gre za samouresničitev človeka, ko se umetniško izraža, ko se izpoveduje svojo individualno bit, pravzaprav prihaja do samoizpolnitve, self-realization, self-fulfillment, in to se je dogajalo v tistih jamah takrat, v prazgodovini, to se je dogajalo skozi celotno človeško zgodovino. Pri svobodi novinarskega poročanja, na primer, ki je klasična pravica do svobode izražanja, ne gre toliko do samouresničitve. To komentarji ustav izrecno usporejajo te pravici in ju razlikujejo. Gre za to, da je pač novinar dolžan objektivno poročati, govoriti resnico in tako naprej, kar sploh ni pravzaprav dimenzija umetniškega izražanja. Tukaj gre za še večjo svobodo, za samo izpolnitev pravzaprav, za nekaj drugega. Tukaj gre za pravico, ki je cilj in vrednota sama na sebi, intrinzično vrednost pravice. Potem pa svoboda do umetniškega izražanja vključuje tudi instrumentalni del te pravice. To je pa nekaj čisto drugega. Namreč z umetniškim ustvarjanjem je lahko človek tudi kritičen do družbe, do življenja okoli sebe, do politične ureditve celo. Tako da tukaj pa ta pravica ni cilj sama na sebi, ampak je sredstvo za svobodno demokratično družbo, zato da imamo pluralnost mnenj v neki družbi in zato da sploh smo lahko demokracija, da politični proces lahko normalno teče. Vi se lahko izražate preko pisanja kolumn, preko znanstvenega izražanja in podobnih stvari in tudi preko umetnosti. Torej, umetnost ni zgolj cilj sama na sebi, je to izjemno pomemben del, vse skozi je ta z nami, ne? Ampak je tudi instrument in pravzaprav eden od številnih nujnih predpogojev svobodne demokratične družbe. Združuje pravzaprav obe bistveni vrednoti, zaradi katerih ta pravica sploh je. Ne? In zato je večkrat tudi mnogo strožje varovana, kot sem rekel, kot pa pravica do splošne svobode izražanja. Ne? Varovana je vsaj v dveh smislih. Zoper posege države, to je tako imenovana obrambna dimenzija te pravice. Država nima pravice, državna oblast nima pravice vstopati v tvojo sfero umetniškega ustvarjanja in določati, kaj smeš, česa ne smeš. Še posebej je to seveda razvidno, ko se vprašamo o ločnici med svobodno demokratično družbo, urejeno družbo in pa tisto, ki je nek približek totalitarizma. Ne? Tam se celo država vtikuje v tvojo pravico ustvarjati, izražati umetniške občutke, stališče in tako naprej. Kar je pravzaprav zlovešče in protičlovečno, ne? Če vzamemo tisto izhodišče, ki sem ga vzel v začetku. Drugi vidik pa je, gre tudi za pravico pozitivnega statusa. Če bi ta prvi vidik negativnega statusa, to pomeni, da si nihče drugi ne sme v ta tvoj balon, kjer ustvarjaš, vtikati in določati, kaj smeš, česa ne smeš. To je bila tako imenovana obrambna, negativna pravica. Pa je svoboda do umetniškega izražanja tudi pozitivna pravica, pravica pozitivnega statusa, kar pomeni, da mora država zagotoviti, da ta pravica ni kršena tudi v razmerju do tretjih oseb. Naprimer, nekdo tretji bi rekel, to pa mene žali, nehaj ustvarjati, prekini s tem, ne, to žali moje dobro ime, moje človekovo dostojanstvo, stop, ne. Ampak ne, ker je to pravica pozitivnega statusa, mora država urediti pogoje, pri katerih bo ta tvoja pravica zavarovana tudi dovolj v razmerju do tretjih oseb. Torej ne v razmerju do države, ampak v razmerju do tretjih oseb v zasebni sferi. To je tako imenovano vezanje ustavnih pravic v razmerju do tretjih.
To je značilnost našega kontinentalnega sistema, izvira iz Nemčije, Amerika tega ne pozna. To pozna samo na ravni zakonodaje, ne na ravni ustave. To je mogoče evropski doprinos k svobodi umetniškega izražanja. No, zdaj, če grem naprej, samo še kratko, da ne bi preveč vnesel tega tujega vesolja v neko drugo bolj zanimivo sfero. Kako sodišča odločajo o svobodi umetniškega ustvarjanja, kar je človekova pravica, kot smo videli. Torej, to je zelo široko področje. Več faktorjev je, ampak samo na splošno mogoče par teh faktorjev omenim, da bo bolj jasno. Naprimer, včasih pride do kolizije, kot sem že omenil, med svobodo umetniškega izražanja in pa pravico do dobrega imena, do tega, do tvoje zasebnosti, da nihče ne piše o tvoji zasebnosti, da se nihče na umetniški način ne izraža na način, ki bi bil žaljiv do tvoje osebnosti, o tvojih zasebnih zadevah in tako naprej. No in teh primerov je kar precej pred Evropskim sodiščem, pred ustavnimi sodišči, ne? Ampak eden od kriterijev je ta, da čim večja je seveda podobnost nekega literarnega dela, podobnost glede na to, kaj se je v resnici zgodilo. Spomnim se nekega primera, tudi v Sloveniji je bilo to odločeno na ustavnem sodišču, pa potem kasneje tudi na evropskem. Neka knjiga, ki je opisovala neke dogodke, neke družine in jih pač prikazovala to družino v negativni luči. Ta družina se je pritožila, njihove prednike, ne? Ampak šlo je za vprašanje, ali je šlo za podrobno opisovanje teh detajlov iz zasebne sfere ali pa polzasebne sfere. Ne? In čim bolj so te detajli resnični, ne, literarno delo resnično odraža tisto, kar se je zgodilo in jih prikazuje v negativni luči, tem manjše bo polje za svobodo umetniškega izražanja. In nasprotno. Ne. Čim bolj neko literarno ali pa umetniško delo to resnico predrugači, jo zapelje v polje fikcije, tem večja je svoboda umetniškega izražanja v razmerju do pravice, do dobrega imena, časti in tako naprej. Nadalje, naslednji kriterij je, čim bolj posega v intimno sfero nekega drugega človeka, tem manjša je sfera umetniškega izražanja. Čim bolj posega v sfere, ki niso tako intimne, tem večja je ta sfera pravice do svobode umetniškega ustvarjanja. Potem naslednji, tretji kriterij. Čim bolj je subjekt, o katerem pišeš ali pa se umetniško izražaš na kritičen način, potencialno žaljiv način, javna osebnost, čim bolj je javna osebnost, tem večja je svoboda umetniške kritike, umetniškega izražanja. Čim bolj je nekdo zasebnik, ki nima nič z javnostjo, pa ga vseeno preko umetnosti kritiziraš na strog, grob način, tem manjša je tem tudi tvoja pravica do umetniške svobode. Vselej pa se na sodiščih presojajo ti faktori, ti kriteriji, ne, iz vidika razumnega opazovalca. Včasih je nekaj tudi povsem res, kar si preko umetniškega dela kritiziral, naprimer, ne, tisti družini, ki sem jo omenil. Ne, je zelo res, sodi tudi v intimno sfero, ne, pa ne gre za tako zelo javni subjekt, pa vendar, ker je delo bilo napisano na način, da bi razumni bralec razumel, da je to fikcija, čeprav je bila resnica. Je bilo spoznano, da je strani sodišča, tako ustavnega kot kasneje evropskega, da je to vseeno dovoljeno, kar je ti test je vselej iz vidika razumnega bralca, ne kaj pa je v resnici bilo res in kaj ni bilo res. In če je razumen bralec menil, da je to fikcija, ker je pač pisatelj, pisateljica tako zapeljal ali pa zapeljala, da je bilo mišljeno, kot da gre za fiktivno literarno delo, potem se to ocenjuje z vidika svobode umetniškega ustvarjanja in je zaščiteno. No in za konec samo še nekaj stavkov. Kakšen je obseg varovanja te pravice? Pravica varuje že samo idejo, samo umetniško idejo. Pravica nadalje varuje proces ustvarjanja tega umetniškega dela. Pravica varuje tudi produkt tega umetniškega ustvarjanja, torej samo delo, ki ste ga ustvarili.
in tudi njegovo nadaljne posredovanje zunanjemu svetu. Vključno ne samo v smislu izražanja svojega stališča, samorealizacije in pač javne kritike, doprinosa k javnemu diskurzu, ampak tudi v smislu tega, da postane to tvoja lastnina. In da se lahko s tem tudi pravzaprav ukvarjaš kot s podjetništvom, tudi svoboda do gospodarske pobude. In zdaj vidimo, kako so vse te pravice prepletene. Ena podpira drugo. Svoboda gospodarske pobude je tudi ena od ustavnih pravic, lastninska pravica je ena od ustavnih pravic, avtorske pravice na umetniškem delu so ustavne pravice in tako naprej. To vidimo, kako gre za en splet pravic, pravzaprav vse pa izvira tudi lastninska pravica, tudi gospodarska pobuda iz tiste pradavnine, s katero sem začel in kateri se vračam. Zato so to človekove pravice, ker so imanentno del človeka in nihče jih pač ne sme nasilno odvzeti, omejene so lahko samo s podobnimi istovrstnimi človekovimi pravicami drugih. Kako točno zdaj naprej, malo sem skušal nakazati, ampak tukaj se pa pravna zgodba odpira, umetniška pa zapira, tako da tudi jaz prepuščam prostor več debati z umetniškega vidika. Hvala lepa. Najlepša hvala, profesor dr. Jaklič, za vaš prispevek in za jasnost vaših misli. In sedaj še preskok na področje menedžmenta. Dr. Vaupot, na spletni strani Katoliškega inštituta je zapisano, da je vodilo pri vašem delu znana misel Emanuela Kanta: izkušnje brez teorije so slepe, teorija brez izkušenj pa je le intelektualna igra. Prosim vas, da nam nekaj več poveste o tem vašem vodilu. Prav tako pa vas prosim za vaše mnenje o vlogi kreativnosti v poslovnem svetu. Kako okrepiti interdisciplinarno razmišljanje in pripraviti študente na izzive v 21. stoletju? Hvala lepa. Drži, filozofska načela Emanuela Kanta so blizu mojemu sistemu vrednot. Preseganje ozkih osebnih interesov in zavedanje, da mora vsako naše dejanje biti takšno, da lahko postane univerzalni zakon, je jasno oblikovan zgled, ki bi ga mogel in moral posnemati vsakdo. Še posebej je zanimivo, da je navedeno utemeljil filozof, ki ni maral potovati, nikoli ni zapustil svojega domačega kraja. Smeh mu je bil tuj celo ob pripovedovanju šal. Meni ljubo Kantovo vodilo, torej izkušnje brez teorije so slepe, teorija brez izkušenj pa je le intelektualna igra, si mi ne zdi pomembno zgolj zaradi konkretne vsebine, temveč zaradi implicitne sporočilnosti, ki nakazuje na napačnost ujetosti v navidezne dileme. V trenutku, ko namreč sprejmejo relevantnost debate o tem, ali so bolj pomembna teoretična znanja ali praktične izkušnje, so zagovorniki obeh posameznih stališč izgubili svoj prav, ki ga v tem primeru, v to sem globoko prepričan, enostavno ne more biti. Preprosto zaradi tega, ker gre za namišljeno, torej lažno dilemo. Ne zgolj eno ali drugo, temveč eno in drugo je pomembno. Oboje, poznavanje teorije in praktične izkušnje, je nujno za celovito izgrajeno, uravnoteženo osebnost, ki si želi postati bodisi uspešen poslovnež ali pa ugleden univerzitetni profesor. Pravilno ravnanje torej ni slepo poveličevanje lastnih kakovosti in minimiziranje pomena pomanjkljivosti, temveč vzpostavitev ustreznega nivoja samomotivacije in usmeritev zadostnega truda v odpravo svojih slabosti. In šele takrat, ko spoznamo in sprejmemo načelno pravilnost takšnega ravnanja, nastopi trenutek, ko si je smiselno in potrebno zastaviti vprašanje, kako naj postanem boljši človek. Eden najbolj znanih rekov Alberta Einsteina je tisti, ko zapiše, da je definicija norosti delati stvari na enaki način in pričakovati drugačne rezultate. Želeni drugačni rezultati torej najprej zahtevajo spremembe v našem ravnanju. Pa vendar spremembe našega ravnanja same po sebi še ne zagotavljajo boljših rezultatov. Živimo namreč v globalnem okolju vse večje povezanosti in konkurenčnosti. Zato je velika verjetnost, da bo za nas novo, spremenjeno ravnanje, pravzaprav ponavljanje že narejenega na nekem drugem,
bolj ali manj oddaljenem koncu sveta. S tem a priori ni nič narobe, prav nasprotno. Posnemanje uspešnih tujih praks je pogosto prava pot za dosego želenih rezultatov. Vedno pa temu ni tako. Zato smo takrat prisiljeni iskati vsaj neke odtenke razlikovanja pri našem ravnanju. Prav te majhne razlike v ravnanjih, ki jih v poslovnem svetu pogosto označujemo s pojmom diferenciacija, privedajo do velikih razlik v rezultatih. Delati drugače od drugih, se torej diferencirati, pa zahteva kreativnost. Tako kot skladatelj na začetku ustvarjalne poti sedi pred praznim notnim črtovjem, slikar pred belim platnom ali kipar pred neobdelanim kamnom, se dejansko počuti tudi poslovnež, ki želi biti kreativen in inovativen v svojem poslovanju. Kadar pri pouku govorimo o pomenu inovativnosti, študentom zato rad najprej ponovim znano misel. Bodite to, kar ste, vseh ostalih je že preveč. Ustvarite, dodajte torej nekaj vam lastnega. Prvi korak v smeru razvoja inovativnosti je najtežji. Tukaj študenti potrebujejo precej spodbude, da prekinemo pogosto morečo tišino v predavalnici, ko se sicer načelno strinjanje glede pomena inovativnih pristopov zaustavi pri vprašanju, kako dejansko biti inovativen. Moč različnih področij umetnosti, vsaj zame, pomeni orodje, kjer lahko študentom pomagam pri spodbujanju njihovega procesa kreativnega ali, še bolje, inovativnega razmišljanja. Tako na primer pri predmetu management sprememb na glas beremo znano pesem Roberta Frosta, The Road Not Taken, neizbrana pot v prevodu, kjer pesnik zapiše tudi: Dve poti sta se razšli v gozdu, a jaz sem izbral tisto, ki je bila manj uporabljena. In to je pomenilo vso razliko. Podobno v okviru predmeta temelji menedžmenta študentom rad predvajam skladbo francoskega pevca Jacquesa Dutronc, L'opportuniste, oportunist v prevodu. Čeprav je celotna vsebina pesmi izjemno povedna in več kot aktualna tudi za trenutno slovensko stvarnost, pa že začetni verzi udarijo zelo neposredno. Jaz sem za komunizem, sem za socializem in sem za kapitalizem. Ker sem oportunist. Nekateri se prerekajo, zahtevajo in protestirajo. A jaz storim le eno. Obrnem suknič in sem vedno na pravi strani. Sporočili obeh primerov sta jasni. Bodite inovativni, drugačni od večine in ne obnašajte se kot oportunisti. Še več bi lahko povedal o lastnem vpletanju umetnosti pouk menedžmenta, a pri celotnem pristopu se mi zdi najpomembnejše zavedanje pomena cilja, da iz študentov ne želimo delati tako imenovane fachidiote. Kot vsebino lepo opredeljuje ta znan, a težko prevedljiv nemški izraz. Seveda je prav, da jih opremimo z veščinami z področja poslovnih ved, a prav tako je nujno, da v njihovi zavesti vzpostavimo izhodiščne procese in pozitiven odnos do inovativnega razmišljanja, kar jim bo omogočilo spopadanje s prihajajočimi izzivi okolja, katerih danes sploh še ne poznamo. In če bomo pri obojem uspešni, bodo takšni študenti s svojim etičnim ravnanjem zagotovilo boljše družbe v prihodnosti. Najlepša hvala, dr. Vaupot. Sedaj pa k pogovoru vabim tudi vas. Vabim vas, da zastavite našim udeležencem okrogle mize kakšno vprašanje in izkoristite enkratno priložnost pogovora s strokovnjaki, tako domačimi kot tujimi.